vzhodnega predmestja. Pred letom dni pa so začeli in končali arheologi z raziskavami severnega tudi predmestja Emone, torej današnje Gosposvetske, in tam našli čudovite, izjemne stvari. Tako čudovite, da so o tem tudi zelo lep članek v National Geographicu že objavili februarski številki in da so o tem poročali tudi na ameriški spletni strani National Geographica. Danes bomo prvič tukaj zbrani, vsi ožje upleteni v to najdbo in v interpretacije le te najdbe, poskušali odgovoriti na čim več vprašanj, na katere danes lahko že odgovorimo v tej najdbi, ki je sicer do konca marca razstavljena tukaj v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana, kdo še ni pogledal. Torej, danes smo z nami arheolog Martin Horvat, nadzornik, torej vodja izkopavanj Muzeja mesta Ljubljane, arheolog dr. Andrej Gaspari, strokovni koordinator teh raziskav, in pa Arne Hodalič, fotograf in urednik fotografije pri National Geographicu. Začela bom s tabo, Tine. Zakaj je bila pravzaprav Gosposvetska razkopana toliko časa? Kakšen je bil to logističen, fizičen, organizacijski podvig in izziv za tvojo ekipo, če vemo, da pač že 30 let si pri vseh važnih izkopavanjih zraven, torej govorimo o gradu, Tržnica, Slovenska kongresnica. Ja, Urša, hvala za besedo. Namreč bom nekako se vrnil za kakšno leto nazaj. Nekje leta 2015 se je začela relativno zahtevna prenova Slovenske ceste. Verjetno se še spomnite tistih prvih zapor in prvih posegov v Slovensko cesto. Namreč danes na nek način s to razstavo simbolno zaključujemo pravzaprav vsaj en del arheoloških raziskav, ki so vezane na to prenovo te ceste. Da ne bo nesporazumov, vsak gradbeni poseg na recimo tej lokaciji seveda pomeni, hočeš, nočeš, žličkar je naš zavratnik. Pa šalo na stran, gre seveda za izjemno pomembno lokacijo, ki je seveda varovana tako in drugače, ne bi zdaj šli v zakonodajo. Gre seveda za arheološko najdišče, kjer je potrebno pred vsakim gradbenim posegom opraviti tako imenovane predhodne arheološke raziskave. In tukaj seveda v sklopu posegov, ki se dogajajo v Ljubljani, nastopa Muzej in galerije mesta Ljubljane kot izvajalec recimo takih izkopavanj. K sodelovanju pa smo povabili res zelo pisano druščino arheologov in drugih strokovnjakov, ki pravzaprav z nami sodelujejo v okviru raziskovalnega konzorcija, arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Skratka, za vse te raziskave imamo na eni strani seveda naročnika, v tem primeru je to Mestna občina Ljubljana, skozi recimo javni holding, kjer je potrebno omeniti seveda največjo in najpomembnejšo vlogo igra seveda VOKA, torej celotne kanalizacije, in imamo seveda nas kot arheologe, ki v bistvu budno skrbimo nad našo dediščino. Torej, gre v bistvu za izjemno pomembno lokacijo. Gosposvetska cesta je en del recimo teh posegov, ki so vezani na te prenove. In na nek način je vse mene še posebej na nek način presenetilo. Presenetila me je v bistvu v 3 delih. In sicer najprej grobove na tej lokaciji, vezane na severno emonsko grobišče, smo pričakovali. To pravzaprav ni nič novega. Starejši raziskovalci so tukaj dali svoj pečat, vemo, kaj pravzaprav nas na teh lokacijah čaka. Torej, kar se tega tiče, to naj ne bi bilo presenečenje. Prvo presenečenje nas je čakalo v trenutku, ko smo odkrili tiste zgornje plasti in ko smo naleteli na izjemno število sarkofagov, torej kamnitih skrinj, v katere so bili položeni pokojniki.
Na drugi strani nas je potem seveda ta zgodba popeljala v analize različnih ostankov zidanih struktur na tej lokaciji in drugo presenečenje je bila pravzaprav neka pokopališka arhitektura, ki se je kazala pri teh raziskavah. In tretje presenečenje je pravzaprav na ogled danes in o njej bomo praktično verjetno govorili največ časa. Torej, v res relativno dolgi zgodovini mojega sodelovanja pri teh raziskavah je na nek način Gosposvetska cesta nekaj posebnega. Tudi recimo za mene kot arheologa. Ne samo zaradi samih raziskav, tudi zaradi zahtevnosti del. Ne smemo pozabiti, da tisti, ki ste se v tem času sprehajali po Gosposvetski, ste verjetno opazili, da so ob samih izkopavanjih pravzaprav normalno tekle tudi vse druge komunikacijske poti, če lahko tako rečem. Skratka, pol ceste smo raziskovali, v drugi polovici so vozili avtomobili, pa avtomobili že niso bili tako problematični, kakšen mestni avtobus, pa nas je kar malo tresel, ko se je pač peljal mimo. In druga zgodba, ki je, bom rekel, zahtevna v logističnem smislu, namreč te sarkofage smo seveda morali rešiti, po narekovajih. To seveda pomeni, da smo jih po terenskih raziskavah in interpretaciji v samem najdišču oziroma v strukturah tega najdišča, smo jih morali nepoškodovane dvigati in v bistvu prepeljati na ustrezno mesto, torej v depo. Skratka, na takem delu, oskem, bom rekel, zelo turbulentnem delu je bil to kar zahteven posebej. Da ne govorim o tem, da recimo 40 sarkofagov in več pomeni tudi nek prostorski zalogaj za naš muzej, saj jih je treba v ustreznem prostoru tudi ohranjati, hraniti in seveda zanje skrbeti. Toliko na hitro. Za doktor Gasparija bi imela vprašanje. Torej, mi zdaj vemo, da smo tukaj odkrili en del severnega pokopališča Emone, kamor so svoje pokojnike pokopavali kristjani. Zdaj me zanima predvsem, kako vemo, da gre za zgodnje krščansko nekropolo in kako se ta v bistvu razlikuje od sočasnih rimskih pokopov. Ja, smo šli kar v center problema, moram reči, da ste me kar malo presenetili, ampak še bolje. Takole je z Gosposvetskom. Smo na območju Ajdovščine. Ajdovščina je nekako morda najzanimivejših emonskih predelov severno od gradišča. Nekoč se je ta pojem širil na bistveno širši prostor, se pravi kar gor do Svetega Krištofa, ampak v resnici je pol obveljalo to ime za samo razpotje med temi dvema državnimi cesarskimi cestami. Uveljavljeno je bilo prepričanje, da imamo na tem mestu tudi rimsko predhodnico Gosposvetske, kar se je zdaj s temi našimi izkopavanji, sicer enako je že naš slavni predhodnik Milner Slutu izkazal za, napačno. Se pravi, gre za to, da je ta del Gosposvetske, kot smo navajeni, severnega emonskega grobišča na obeh straneh ceste, torej ki se širi tam v pasu 50 do 70 metrov, praktično kar gor do gospodarskega razstavišča, smo imeli tukaj en fenomen, kjer teh starejše faze pokopavanja ni bilo odkrite, ampak enako tudi ni bilo odkritega nobenega cestišča. In zdi se, da za razvoj, razmeroma kasen razvoj pokopavanja temu mestu, da je zaslužen sistem depresij, ki so pritegovali bolj po ne vodo meteorno in zaradi tega se tam zgodnji del grobišča niti ni razvil, ker smo v največji depresiji, ki je danes seveda ni več videti. To, kar nam je dalo slutiti, s čem imamo upravka, so seveda nakazala že izkopavanja na stavbišču Tavčarjeve hiše leta 1868. Tam je bilo tudi za takratno poznavanje Emone odkrito, mislim, da 11 ali 12 sarkofagov že, ampak to samo na vzhodnem, torej na zahodni potezi Tavčarjeve hiše.
Tam so pa na stavbišču odkrili pa že tisti del grobišča, ki nam je tukaj manjkal, torej tudi zgodnejše grobove. In to, kar smo odprli pod Gosposvetsko cesto, je pravzaprav predstavlja verjetno 2/3, morda malce manj, tega celotnega dela grobišča, ki se je širil, kot rečeno, od Tavčarjeve hiše, torej od kavarne Evropa, do verjetno dela malo pod poimenovanih hlevom od Figovca. Tudi tam so bili sarkofagi, ampak to je en blok sarkofagov, ki so bili znani pravzaprav že v zaporednih akcijah, torej ne bi rekel raziskav, ampak spremljave umeščanja komunalne infrastrukture leta 1889, 92, potem 49, še nekaj manjših poškodb, potem smo pa mi pravzaprav na tako fragmentiranem območju odkrili, rekel, vir oziroma središče, okoli česa pravzaprav se ta zgodba naša sploh gradi. In to je, če poskušam kronološko opisati, pa bom na to morda najlažje izpeljal odgovor na vaše vprašanje, je, da mi nismo odkrili niti ene konkretne plasti depozita strukture iz časa, recimo pred 3. stoletjem na tem mestu. Pustimo prazgodovino, pa kakšno zgodnje cesarsko obdobje, ki nakazuje neke aktivnosti, ampak niso relevantne za to našo zgodbo in nimajo nobene zveze s poznejšimi ostanki. Začetek pokopavanja označuje gradnje enega mavzoleja, neke kapele, kvadratne 5x5 metrov, v katero, to stratigrafska analiza kaže, so umestili sarkofag s pokopom te 30 do 40 let stare gospe, katere pridatke zdaj vidimo na sami razstavi. V to kapelo so pozneje umestili še nekaj grobov, se pravi izključno sarkofagov, potem tudi že prve skeletne grobove in imamo že prvo fazo pokopavanja, ki se osredotoča in usmerja na to izvorno kapelo. Potem kapelo do tal podrejo, temelji deloma ostanejo in se točno v isti orientaciji nad njo prav umeščeno neposredno nad njo, v isti osi, sredinsko pozicionirana ostanki, se zgodi večja, morda zelo dvoprostorski objekt z enim večjo dvorano, recimo 9x12 metrov, ki se pozneje na obeh straneh prezida na severozahodni strani z nekim izjemno masivnim prizidkom, ki je imelo notri očitno neke obokane niše, morda za kakšne sarkofage, ki so bili za razliko od množice ostalih ne pokopani in v kopanju tla in prekriti za estriki teh objektov, ampak so bili na tlak postavljeni in ostanki teh obokov smo odkrili in ta prostor je bil edini očitno tlakovan oziroma opremljen tudi z mozaičnim tlakom. Na drugo stran, torej proti jugo-vzhodu, je bil enako obsežen objekt prezidan, enako za umetanimi stenami in dvema simetričnima prizidkoma, ki pač, če zdaj na vsak način gledamo, tak zelo zanimiv tlor iz celega kompleksa vzpostavljen. Zdaj večina sarkofagov, zidanih grobnic, grobov izdelanih sekundarno uporabljene stare grobne arhitekture se umešča točno in samo v te objekte, te pokopališke arhitekture. Sledi in pa gosto razmeščena množica, torej več kot 280 pokopov, ki izkoriščajo pravzaprav vse možne razpoložljive prostore v okolici te arhitekture, ki je čisto gosto posejana, izključno s podtlaki umeščenimi grobovi, v najnem območju, kjer je pravzaprav vsak kvadratni meter dobro izkoriščen, karikiram, pokrito je vse z grobovi in na severovzhodu je ta območje pokopavanja zamejeno z dvema jarkoma, onkraj katerih ni ničesar. Pravi, imamo za razliko od ostalih emonskih grobišč v tem času, kjer se vidijo kakšne skupine pokopov umeščenih na dele, kjer se je že predhodno pokopavalo, mogoče tudi kakšne manjše skupine, imamo še druge tipe poddorenjskih grobišč, ki izkoriščajo opuščene stavbe za pokopanje, ampak tukaj je pa en fenomen, ki se pač gradi okoli te zgodbe, ki sem jo zdaj poskušal kronološko opredeliti. Zdaj pa, kje so podgovori na vaše vprašanje? To, da je to pokopališče, kjer je zgodna krščanska skupnost pokopavala, o tem pravzaprav jaz bi rekel, da skoraj da ni dvoma. Najprej v izvorno je bilo to pokopališče opredeljeno
s to versko skupnostjo na podlagi kamna, ki je bil odkrit, mislim, da 19. julija 1892 in zdaj, ko smo rekonstruirali opise iz tistega časa, se je izkazalo, da je bil ne zelo verjetno, ampak 100% odkrit točno, verjetno celo v istem tlaku kot ta napis, ki smo ga odkrili pred parimi meseci. Se pravi, na tem napisu v zelo značilno formulo Hikjaket in omenja dva otroka pokopana, ta starejši napis, ki je bil odkrit takrat pred 100 in več leti, omenja tudi Joanesa, torej otroka Joanesa, Janeza, če želimo, in pa Marcelina. Joanes, bi rekel, pretežna večina virov to interpretira kot ime, ki ne samo aludira, ampak zelo verjetno kaže na to, da gre za otroka, ki je pripadal te zgodne emonske krščanski skupnosti. Tako da en del grobov je zanesljivo zgodne krščanski. Zdaj pa, če pa upoštevamo, da imamo to vrstni tip pokopavanja, ki se osredotoča okoli enega začetka, in ta začetek imamo tamle v vitrini, se moramo vprašati, kdo je bila ta gospa, kakšno pozornost, zakaj je tako pozornost pritegovala to množico in osredotočanje, grupiranje, koncentriranje grobov po temu principu oziroma stremenju, ki ustreza načelu ad sanctos, pokopavanja ad sanctos, da ne bomo rekli ravno ad corpus, kaže na to, da imamo eno regulirano pokopavanje, ki bom rekel, ki gre tudi do te mere, da ko nekdo ni več ali finančno sposoben ali iz kakšnih drugih razlogov rodbina, umre se potem njegov grob in celo sarkofag odstopi nekomu drugemu, lahko celo proda, kosti iz tega sarkofaga se pietetno priložijo v zraven izkopano jamo. In zdaj imamo cel ta lok posrednih indicov, razen Joanesa, ki je morda edini neposredni indic, kaže na to, da bi tule znalo biti dejansko vključno s to omejenostjo, koncentranostjo pokopavanja, ki je na emonskih grobiščih, kot rečeno, izjemna. To so argumenti, da podlagi katerih mi sklepamo, lahko potem pozneje še ostalih posrednih argumentih govorimo, sklepamo, da gre za pokopališče zgodne krščanske emonske skupnosti. Dobro, hvala. Naslednje moje vprašanje za vas, ki ste se ga v bistvu že sami zastavili, pa je zdaj, koliko lahko povemo o tej pokojnici, torej o tem središčnem kamnitem sarkofagu z 30-40 let staro pokojnico z pridatki modro skledo in obema zapestnicami. Kaj lahko danes že o njej sklepamo, povemo, predvidevamo? Naj to priložnost izkoristim za to, seveda ekipa naša terenska je zaslužna za vse to, kar je sploh bolj manj doživeto. Zdaj opisujem, sem se trudil biti čim več zraven, ampak dejstvo je, da kar se tiče gospe s skledo. Zdaj sarkofag smo rekli središčno pozicioniran, sarkofag je kot vsi ostali na tem grobišču in pretežna večina vseh ostalih v Emoni izdelan iz neogenskega moravškega apnenca, se pravi, imamo tukaj, to je to vsaj 35 km transporta, vsi so zelo podobni, vsi so neokrašeni, torej nima nobenih ambulansat ali česar podobnega, kar bi nosili napise, ki bi nam v veliki meri lahko olajšali naše delo. Torej, gospa nima nobene antropološka analiza, ki je naša kolegica Tamara Leskova izvršila, nima nobene posebne patologije, ki bi kazala na vzrok smrti, ima zaceljeno poškodbo ramenskega obroča, nekaj malega kariesa, drugače pa gospa v 30 pa 40 letih umrla. To je, kar se tiče nje kot osebe. Zdaj upamo, stremimo k temu, da bi izvedli stroncijeve analize, ki bi morda osvetlile, pravno samo morda, ki je gospa odraščala. Pravi, ni znali, če bi se nam to posrečilo, bi bilo to kar precej. No, zdaj pa, če gremo na pridatke, je pa treba to vendarle malo v kontekst postaviti. Pravi, ta grob konkretno, gospa je imela na zgornjem delu stegen, rečem, v naročju, s to stekleno skledo, na levi roki, zelo pomembno, pač dve zapestnici oziroma narokvici iz gagata, torej črnega lignita, včasih temu rekli črna smolika, oziroma črni jantar.
Se pravi, tudi stvari, torej materijala, ki se podobno kot jantarju, so magični, pomenijo po tropejski in tako naprej vloga pripisovala. Zdaj, ali je bila pokrita, ali je bila celo pajčolan iz tkanine prepletene oziroma prepredene z zlatimi nitmi, tega ne vemo, odkrili smo samo zlate niti v več skupkih. Ne? Zdaj imamo pravka z gospo, z dvema zapestnicama na levi roki, s to skledo, zdaj nekaj 10